Pozdravljeni. Moj mož je lani konec avgusta zbolel za levkemijo. Spomnim se, tisti dan je bilo že en teden, ker je doma ležal bolan, smo mislili, da ima eno virozo, ampak iz dneva v dan je šlo slabše, in ko se je odpravil k zdravniku, sem ga dopoldne večkrat poklicala: "A si že kaj opravil?" Je rekel: "Zdaj so me poslali na infekcijsko, nič ne vem, kaj je." In kar nekako sem slutila, da mora biti nekaj hudega, ker od pol treh še vedno ni nič vedel. Potem me je pa poklical in me je kar malo stiskalo, se mi je že kar malo sem slutila, da mora biti nekaj hudega, da ni samo neka navadna viroza, ampak da je pa tako hudo, pa vseeno nisem mislila, ko mi je povedal, da ima akutno levkemijo. Bila sem šokirana, poklicala sem tudi svoje otroke, mamo, in jim povedala, vsi so bili šokirani, niso mogli verjeti, da se je nekaj takega zgodilo, in to ravno v tednu, ko se je mlajši sin pripravljal na poroko, ko smo bili vsi v pričakovanju, ko bi morala začeti peči piškote. Pa nas je presenetila ta novica. In ko sem potem naslednji dan prebirala Sveto pismo, nisem vedela, kaj naj pravzaprav berem, pa sem rekla: "Toliko sem žalostna, jaz bom brala žalostinke." In tam sem našla potem en stavek: "Dobro je mirno čakati na rešitev Gospodovo." In to je bila potem ena taka drža, ki sem si jo nadela za vse te dolge mesece Aleševe bolezni, se pravi, mirno čakati na Gospodovo rešitev. No, te 4 mesece, ko je bil po vsakem ciklu kemoterapije en mesec potem v izolaciji, ker ni imel imunske odpornosti, sem ga redno obiskovala vsak dan, in se spominjam, da sem prav opazovala to pot, kaj sem premišljevala na poti od avta, ko sem parkirala, pa ko sem šla še par minut peš do Aleša, sem rekla: Zdaj grem na randi v lepem sončnem vremenu, poletni vročini." Potem sem rekla: "Danes grem pa na randi, ko že listje odpada, danes pa, ko dežuje, ko je mraz." In tako sem rekla, kar letni časi se menjavajo, jaz pa vsak dan isto pot, samo enkrat je sonce, enkrat je dež, enkrat odpada listje. Spominjam se, da je bila dolga, lepa jesen, in da sva sonce opazovala skozi okno bolniške sobe. Tako da ti obiski so bili zame kot en tak vsakodnevni randi. Se pravi, ne enkrat na mesec, kot imamo pri Dižu v zakonskih skupinah obvezno, ampak jaz sem imela kar vsak dan en tak 1- do 2-urni randi. In ko me je enkrat Aleš vprašal, kako te nič ne skrbi, ne, kaj bo, ampak jaz nisem hotela razmišljati preveč naprej, kaj bo, če bo. Jaz sem mu takrat odgovorila: "Veselite se, dokler imate ženina med sabo, bomo potem žalovali, jadikovali, ko ga ne bo." Tako da nisem hotela o črnem scenariju preveč razmišljati, ampak sem se veselila vsakega dne posebej, vsakega obiska
pri Alešu, sem bila vesela, da sva lahko toliko časa prebila skupaj in se pogovarjala. Ja, zelo veliko pomoč mi je bilo, da je toliko ljudi mislilo na Aleša, da je toliko ljudi zanj molilo, da nisem bila v tej stiski sama. To občestvo Diža, vse te misli, ki so mi jih pošiljali po in Alešu in meni, vse te lepe misli, ti odlomki iz Svetega pisma. Hčerka mi je že takoj prvi dan napisala: Gospod je moja luč in moja rešitev. Potem Vilma mi je tudi poslala večkrat kakšen lep odlomek, pa tudi različni drugi prijatelji. Veliko tolažbe sem našla ravno v teh odlomkih iz Svetega pisma, pa v teh lepih mislih, pa v tej molitveni podpori. In to je bila res ena taka velika milost, da smo skozi to veliko lažje šli, cela družina, tako Aleš kot jaz, otroci, da nismo bili sami v tem, ampak je veliko ljudi molilo in nam je dajalo to moč, to, da sem res lahko mirno čakala na rešitev Gospodovo, tako kot je v 26. vrstici 3. poglavja Žalostink. Kako se je vajino življenje spremenilo. Zdaj, ko je mož doma v remisiji, ena sprememba je to, da se vsak dan Bogu zahvalim, da je mož še živ, da je z mano, da je v remisiji, da lahko živiva še skupaj na tej zemlji, se skupaj veseliva njenih otrok, njenih vnučkov, skupaj hodiva na sprehode. Zdaj sva skupaj v izolaciji, pa tudi greva na kakšen sprehod v gozd. Tako, lepo nama je, bolj sva hvaležna, bolj sva vesela za to Gospodovo rešitev. Hvala, nasvidenje.